Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Danes je z nami kustos Muzeja novejše in sodobne zgodovine, dr. Marko Štepec, ki pred nas vedno prinese zgodbe, ki so povezane s Prvo svetovno vojno. Dober večer. Dober večer. V našo oddajo pa ste tokrat prinesli zaporniško zgodbo Srečka Kristana. Ja, danes je zgodba malce drugačna, kot smo jih v preteklosti na temo Prve svetovne vojne pripravljali. Namreč v Muzeju novejše sodobne zgodovine Slovenije hranimo podarjeno gradivo iz zapuščine Srečka Kristana. Bil je vojak med Prvo svetovno vojno in borec za severno mejo. To gradivo smo leta 2002 prevzeli kot darilo od njegove hčerke in donacija v bistvu je obsegala albume, tipkopise, rokopise in nekaj dokumentov, nekje 25 fotografij in tako naprej. V tem albumu, med temi 25 fotografijami so bile nekatere družinske in pa predvsem najprej za nas zanimive fotografije, predvsem iz Koroške in pa iz konca vojne. Torej zdaj 1919, nekatere med njimi je posnel tudi Srečko Kristan, ne moramo povsem za vsako, nimamo dokumentacije, da jih je res on posnel, so pa lepo skrbno zbrane skupaj. In kar je najbolj zanimivo, je seveda to, da so te fotografije med veterani koroških bojev bile zelo dobro znane, ne le med njimi, znane so bile tudi med poznavalci in ki so se ukvarjali pravzaprav s tem obdobjem, z vojno za Koroško leta 1919, ampak seveda nihče pa pravzaprav ni poznal izvora teh fotografij in seveda nihče ni poznal Srečka Kristana. In zdaj se seveda zastavi vprašanje, kdo je Srečko Kristan? Srečko Kristan se je rodil 18. maja 1899 Francu in Mariji Emiliji Kristan, rojeni Zalokar, ki sta živela na Ambroževem trgu v Ljubljani na številki 5. Zdaj po tistem osnovnem šolanju in tako naprej med letoma 1905 in 1112 se je vpisal na učiteljišče. In njegova zgodba v bistvu postaja nekako zanimiva. Tik pred Prvo svetovno vojno, namreč leta 1914, je nekako prvič se nekje v šolskem krogu malce izpostavil, namreč sodeloval je v veliki dijaški stavki zaradi prepovedi proslavljanja obletnice ustoličenja, kot so dijaki zapisali, zadnjega slovenskega kneza na Gosposvetskem polju na Koroškem. To seveda govorimo o vplivu preporodovskega gibanja v takratni Avstro-Ogrski, tik na pragu Prve svetovne vojne. To bi lahko morda kot njegov prvi tak javni nastop zabeležil. On si je sam v tem rokopisnem življenjepisu napisal: kljub preiskavi, šolski seveda preiskavi, kljub preiskavi in zastraševanju sem kot 15-letni deček pred zasliševalci podpisal izjavo, da sem bil za stavko, kar je bilo pogumno. Vemo, da seveda organizatorje tega, ki so danes v zgodovinopisju znani kot preporodovci, so nekateri bili tudi aretirani in potem v kontekstu pravzaprav vojnega absolutizma, kot ga zgodovinopisje zaradi različnih ukrepov imenuje to obdobje, so prišli v zapore in tako naprej. Torej bil je seveda Srečko Kristan med pripadniki generacije mladostnikov, ki jim je Prva svetovna vojna prekinila mladost. V letu 1917-18 je absolviral 4. letnik, ampak je spomladi 18 bil pri črnovojniškem mobilizaciji, torej v rezervne enote, če so rekli črnovojniško prebiranje, je bil spoznan za sposobnega za frontno službo in je tako zaradi odhoda k vojakom predčasno izstopil iz šole in je bil dodeljen v 2. gorski strelski polk. To moram reči, da v preteklosti smo že predstavljali zgodbe vojakov 2. gorskega strelskega polka. Morda danes samo to, da je to bil polk, ki se je preimenoval 27. domobranski pehotni polk, da so v njemu večinoma služili Slovenci z območja dežele Kranjske in da se je leta 17 preimenoval v 2. gorski strelski polk. Srečko Kristan je bil najprej poslan v šolo za rezervne častnike v Miršešlak in potem po končanem tečaju med majom in oktobrom 18, torej praktično se je šele izobraževal za vojaka, je šel k poljskemu topništvu pri Beljaku in tam dočakal konec vojne. In seveda vrnil se je v Ljubljano
in doživel razpad Avstro-Ogrske monarhije. On je sam zelo podrobno to popisal, mimo sam povzel, da je rekel, vsa Ljubljana je bila v vrvenju in šele narodna straže, ki so bile ustanovljene v tem prelomnem, prevratnem koncu Avstro-Ogrske monarhije, so mu pojasnile razmere, s kapo si je, tako kot množica avstro-ogrskih vojakov, odstranil kokarde s Francom Jožefom napis in jih je nadomestil, kot je sam rekel, z našo slovensko trobojko v obliki kokarde. In že na vseh svetnikov dan 1. novembra se je javil v službo v ljubljanski artilerijski polk. Bili so ga zelo veseli, ker je bil, čeprav brez vojnih izkušenj, v resnici, ampak šolan za častnika. Mu je to pomagalo, da se je lažje vključil v vojsko te nove države, torej Slovencov, Hrvatov in Srbov, poznejše kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencov, in bil potem udeležen v bojih na Koroškem bojišču. Najprej bil dodeljen v tako imenovana provinjatura, kot je sam rekel, torej v preskrbovalni oddelek, ki je bila nameščena v ljubljanski jahalnici, in potem je skupaj z 10 mladih vojakov s statusom enoletnih prostovoljcev so nosili vodo, seno, krmili živali in konje, ki so tekali naokrog. To je ta znan spomin, kako zapuščeni konji ob železniških postajah ob razpadu. No, oni so jih lovili in jih potem skrbeli za njih. In 3. decembra je bil povišan v četovodjo, kadet aspirant ognjičar. To posebej omenjam zato, ne ker bi bil to nekakšen zelo poseben čin, ampak zato, ker je ta njegovo rezervno častništvo v kraljevi vojski, bodoči, usodno vplivalo pravzaprav na njegovo poznejšo življenjsko pot in usodo in o tem, kar mi danes pravzaprav govorimo. 10. januarja je potem vodil transport moštva iz Ljubljane proti Jesenicam in se je takrat pravzaprav prvič na grob način srečal z vojno. On je sam zapisal, tamkaj so sikale krogle, videl sem mrtve in ranjene, ki so jih naložili in odpeljali, videl sem tudi neizkušene dijake, legionarje, ki so bili vsi iz sebe. In seveda, že naslednji dan, ko se je vrnil v Ljubljano, se je potem prostovoljno javil za vojaško službo na Koroškem